Zdaj pa sledi še zadnja okrogla miza. Tukaj le na današnji konferenci koordinirala oziroma vodila jo bo gospa Vesna Kerstin Petrič z Ministrstva za zdravje, predsednica koordinativne skupine za izvajanje nacionalnega programa. Kar izvolite, gospa Kerstin Petrič. Sodelovali bodo doktorica Darina Sedlakova, vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, Sanja Vrbovšek iz Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa potem gospod Ivan Brgoč, predstavnik Zveze društev diabetikov Slovenije, če se nam kar pridruži, sicer pa tudi predsednik Društva diabetikov Ilirska Bistrica, profesorica doktorica Mojca Globočnik Petrovič z Očesne klinike v Ljubljani, če tudi pride bliže. Bo gospod Rade Pribakovič Jemec, a ne? Tako, na mesto gospe Sanje. Potem pa še Mateja Tomažin, predstavnica sekcije medicinskih sester v endokrinologiji in pa Boris Kramberger, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pa še eno gospo pogrešamo, Tatjana Buzeti, generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje. Je z nami? Ali morda jo kdo nadomešča danes na tem dogodku, gospod Buzeti? Ne, dobro. Potem pa predlagam, da si med seboj podelite mikrofone. Uspešno razpravo vas poslušamo. In meni je zelo žal, da danes ni predstavnika z Ministrstva za dolgotrajno oskrbo. Namreč to je še eno področje, ki ga bo potrebno integrirati, se vzpostavlja trenutno. Vi vsi veste, da je ministrstvo prevzelo to področje, zato ker je velik del oskrbe v dolgotrajni oskrbi je zdravstvene oskrbe, ni pa samo ta seveda, in je zelo pomembno, da se tudi v tem delu oskrbe seveda enako naslovi kronične bolezni in sladkorno bolezen kot v celem ostalem zdravstvenem sistemu. Zato je bilo mišljeno, da bo z nami tukaj vsaj nekdo z tega dela, ampak jih moram pa tudi malo upravičiti, ker so zdajle pod blaznim udarom, ker zdajle se sprejema ta zakonodaja, zdajle se ključne stvari odločajo in ne vem, zakaj jih ni, ampak sigurno je en pomemben razlog. Pozdravljam vse tukaj sedeče. Namreč tale zasedba je tista, ki nam bo dala odgovor na vprašanja, kako pa zagotoviti integracijo po vertikali. Prej smo videli, kako je to v horizontali možno narediti. Zdaj pa je seveda zelo pomembno, da se to dogaja tudi po vertikali. Skratka, med sekundarno in primarno ravnjo. Ampak jaz bi začela tole diskusijo s tem, da bi dala besedo gospe Darini Sedlakovi. Namreč, kot sem že v uvodnem tem nagovoru povedala, se zdajle ogromno razpravlja o integralni obravnavi in jaz sem zelo na veliko teh srečanjih in moram reči, da neka res pametne in konkretne razprave doživljam doma, ne na teh velikih mednarodnih srečanjih. Tam se beseda integrirana obravnava pojavi približno na eni strani 20-krat, zelo malo pa je tistega, kar bi tej besedi dalo resnično vsebino. Ne glede na to je pa zelo pomembno, da se to tako dogaja, zaradi tega, ker to pomeni, da je določen fokus politikov, ki tako ne vejo točno, kaj je integrirana obravnava, ampak jih potem prosimo za to, da se viri usmerijo sem oziroma da se organizacija začne prilagajati temu, da želimo imeti integrirano obravnavo, je potem več razumevanja, ker so to slišali na teh pomembnih forumih. Zato bi jaz Darino najprej povprašala, kaj pravzaprav se mednarodno zdajle dogaja, zakaj je ta integrirana obravnava v fokusu. Darina, I don't know if you understand enough Slovene, so I'll just repeat. I told the audience that integrated care is one of the wording used most in international discussions now on chronic diseases, but although it is almost 20 times per page or per speech mentioned, there is only very little about content of what it really means. But nevertheless, this is important because it's important to have politicians
to have politicians ready to invest into this area, although they, of course, you should not expect that they understand completely what does it mean. So please, I would like you to talk about a little bit these international processes going on. Okay, thank you very much. And should I speak the microphone now? Yes. Okay. Thank you very much again, and I will have to go back to the opening and the morning sessions of our meeting. Integration has become really like a mantra. I can dare to say that. Everybody's talking. It's politically correct. It's socially nice to say. Everybody is proud to acknowledge this concept. But as Vesna has said, people have a large variety of imagination what stands behind this word. And if we go around this room, I'm sure many of you will have a little bit different description of how you personally see the integration. The fact is that the world has become so complicated, and the non-communicable diseases are really the ones that are burdening both developed and developing countries. And because they have a lot in common, starting from risk factors as really alcohol, tobacco, diet, physical inactivity, ending with diagnostic approaches, treatment, and especially long-term care. So it's quite natural development that integration has become the way how to manage these diseases and how to organize the care, including the prevention, ending with, as I said, long-term care or end-life care, and so on. So the integration has, as also Professor Raposo demonstrated from one of our documents, which to my information you all had a chance to have a look at, also a variety of special ways how to make it happen in real life. And I just have to repeat, it depends a lot on the context of each country, how the country can position the integrated care. There are common principles for sure, and as we were talking, we are talking about horizontal and vertical integration. While horizontal integration means the players on the same level work together, are integrated, and here it's really about the broad spectrum of stakeholders, not only in health sector. On the contrary, we have to go far beyond the health sector, including education, physical environment, services of social existence of people in a certain community. So that's the horizontal. But for the disease, it's very important to have a good vertical integration, starting from the proper diagnosis or disclosure of both risk factors, first signs of disease, and the disease itself, if it unfortunately happens, the management on the level of primary health care, and then the suprastructure of other services. It can vary a lot. As we have just learned from the Italian colleague, apparently there in the center is diabetologist, the specialized care, which is outreaching to the other levels to make it integrated. We in WHO honor very much primary health care. We usually say primary health care in driving seat, meaning here it starts. Again, quite natural, because this is the entry point of every of us when we both go for prevention or when we have a problem. So it's really the primary care physician who has the first and the best access to our body, to our physical health, to our mental health, and to make the first screening and diagnosis what is needed if it's needed. And then it's how to align his work or her work, to be gender correct, with the other layers. And again, you have countries where you have specialized diabetologists, you have countries where you have internal medicine, you have endocrinology. Substantially, this does not matter. What matters is that the patient is not lost in the system, and the patient knows perfectly well how to move, what are the pathways of his care. And if he needs higher specialized care, it's easy accessible. If he needs consultancy, advice, the sisters, I am really impressed of the nurses
that you have in place. But I would include also patients' organization, peer groups, self-help groups, and so on. So to make the patient's life easy, getting the right care in the right place at the right time, to make it sure, this is what I would understand if I have to interpret the position of WHO. Thank you. Darina, hvala. Thank you, Darina. Zdaj imamo eno tako sliko, ne, kaj pravzaprav naj bi integrirana obravnava predstavljala in o čem pravzaprav govorimo, kadar govorimo o integrirani obravnavi. Ampak ko sedim tukajle in ko je govorila Darina, je meni postalo jasno, da tale stol ni zastonj prazen, tako da vabim dr. Piletiča, da pride sem sedeti, čeprav ni bilo predvideno. Kaj ti, kje pa je diabetolog pravzaprav tle, sem jaz kaj spregledala. In ravno kar je bilo rečeno, da v veliko državah so diabetologi tisti, ki so, ne, se nimamo tudi splošnega zdravnika, ampak dobro, bom zdaj, vas imam tamle v rezervi, pa bomo kasneje tudi na vas se obrnili, ampak tole me je sprovociralo, da sem prišla do vprašanja, kako pa pravzaprav diabetologi vidite to, da se vam en del skrbi za pacijente jemlje in da ga morate v bistvu prepustiti drugim. Kako je to videti z vašega stola? Ja, hvala za to vprašanje, ki je pravzaprav res pri nekaterih zaznano kot nek nož, ali kaj s tem, kaj kot ena bolečina. Jaz osebno mislim, da z vsem tem, kar se dogaja, ne, tudi na primarnem nivoju, ker to je zdaj neka revolucija, ki se dogaja v zadnjih letih z tem z nastankom družinske medicine, z referenčnimi ambulantami, zdaj z centri zdravja. Jaz mislim tukaj, jaz vidim priložnost za sekundarni nivo. Se pravi, ne neko grožnjo, ampak priložnost, da za nekim sodelovanjem te naše skupne bolnike lahko obravnavamo veliko boljše, veliko bolj kvalitetno kot do sedaj, da se mogoče lahko bolj potem posvetimo nekim specifikam, ki so res bolj značilne za sekundarni nivo, ampak kot rečeno, za nekim sodelovanjem. In tukaj nas zdaj čaka eno ogromno delo. Imamo na mestu zdaj to oskrbo na primarnem nivoju, ki se veča, ki se intenzivira, ki se boljša. Imamo eno oskrbo na sekundarnem nivoju, ta dva nivoja pa zelo slabo se pogovarjata. In mogoče se res, tako kot si omenila, v nekem trenutku dozdeva, da si gremo zemljo krasti, ampak v bistvu ne gre za to. V bistvu gre res za to integracijo in za najdete eno pot, da je ta oskrba najboljša. In ne pozabimo tudi na to, da je nosilec vsega tega pa vendarle mora biti bolnik, ki, če dovoliš, da bi malo se vrnil nazaj na tista prezentacija prej, ki ga ne bomo ne mi, ne primarni nivo opolnomočili, lahko pa res naredimo neko okolje, da bo do tega opolnomočenja prišlo. No, hvala lepa za tole. A bi mogoče vi iz primara kaj dodali na tole? Meni se zdi, da je treba tle začeti, ker to je ključ do uspeha. Še en stol, ne, bom vam jaz prepuščam, ne. Jaz rada stojim, vi se kele usete, tako da vas imam vse lepo zbrane. Jaz mislim, da je tole manjkalo. Ne vem, kako smo to zasnovali, ampak to je bilo pred meseci in očitno takrat nismo dosti trezno razmišljali. Ampak kaj bi vi tukaj le še dodali z vaše strani, ker to je pa ta drug konc? Jaz bi se pa tle zelo strinjal, ne. Moram reči, da ta mlajša generacija družinskih zdravnikov zelo imamo radi medicino. Radi se kaj naučimo, pa radi sodelujemo z našimi kolegi v bolnici. Naprimer, zelo dober primer, kako to deluje, je klinika za nuklearno, Ščitnica v Ljubljani. Če mi pacijenta, ki je bil pri njih obravnavan, dobimo patološki laboratorijski izvid, vsak dan lahko pokličemo, povemo, za koga se gre, povemo, kaj je in nas isti dan nazaj pokličajo, prilagodimo terapijo. Dostikrat bi tudi pri pacijentu, pri diabetiku bilo dovolj samo to, ne.
Zdaj uvajajo se te elektronske konzultacije, ki so precej štoraste za enkrat če, pa dosti posvetov temelji na tem, da moraš nekoga osebno poznati. A ne? Vse to je zelo fajn, je pa potrebno potem, če bomo delali to, da se bomo posvetovali, rabimo več časa tudi mi. Se pravi, več družinskih zdravnikov, lahko potem šele dejansko kvalitetno razbremenimo sekundar, pa njim prepustimo tiste, ki so res bolj težavni pacienti, ki res rabijo več časa. No, ampak seveda na sekundarnem nivoju ne delajo samo zdravniki, tako kot tudi ne na primarnem, zato bi se jaz na Matejo obrnila in jo vprašala, danes smo že veliko slišali o njihovih uspehih povezovanja s primarno ravno, ampak vsem ne bi zdaj vprašala točno, kaj delate in kako, ampak bolj o tem občutku, a smo uspešni, a bo šlo, a se lahko dobro povezujete in mogoče kaj bi bilo treba še narediti, da bi se še bolj povezovali. Ja, dober dan vsem skupaj, tudi z moje strani. Ja, prihajam kot edukatorka z sekundarnega nivoja, ampak začela pa bom tam spodaj, ker moram, ker sem bila pač tudi ena tistih, ki sem tudi zelo sodelovala pri pripravi teh programov in zelo nas veseli, da smo tukaj začeli tako, da smo začeli na primaru samo osebno in mislim, da vsa naša ekipa smo izredno optimistični. Jaz mislim in upam, da ste del tega videli tudi v igri vlog, kar pomeni, da smo kolegice, s katerimi smo mogoče dolgo časa samo rekli, saj tam nekaj govorijo, saj nimajo časa in tako naprej, le naredili ene korake in začeli z njimi delati. Mi smo bili prepričani, da neki programi, ki so obstajali na primarnem nivoju, so bili dobri, ampak mogoče načini, kako pa te programe predstaviti, pa mogoče niso bili najboljši. In tukaj smo pravzaprav začeli. In tako kot ste že omenili, oziroma tako kot celo dopoldne poslušamo, začeli smo najprej z referenčnimi ambulantami, potem smo vstopili naprej v, bom rekla, 3 projektna okolja, kjer smo bolnikom ponudili še bistveno več in sedaj me sprašujete, kako je na sekundarnem nivoju. Ja, torej zdaj smo na vrsti mi, to bo prvi odgovor, to pomeni, da je tudi za nas izziv, da bomo tudi tukaj naredili spremembe, sigurno jih bo nekaj potrebno. Naš korak k temu, kako se bomo pa povezovali, je pa siguren eden izmed prvih ta, ko bomo začeli usposobljati v mesecu decembru, tako kot je gospa Sanja povedala, mentorice, ki bodo v bistvu mentorice vašim novim programom. In poleg tega, da jih bomo usposobili v teoretičnem in praktičnem delu, bomo z njimi vršili, da rečem, kaj jaz vem, nimamo še pravega imena, ampak sigurno jim bomo podporo na pol leta, na leto. To se pravi, to bo en prvi korak k povezovanju med primarom in sekundarom konkretno. Nekako to bi imela zdajle. Ja, to je zelo pomembno. Hvala za ta bolj, bom rekla, celovit opis dogajanja, zato ker to je mogoče manjkalo. Videli smo delčke, pa videli smo, da nekaj funkcionira, morda nismo razumeli zakaj, zdaj pa razumemo. Ampak bi zdaj pa vprašala še, kako pa je v bistvu na specialistični ravni še drugje, saj nimamo samo diabetologov. Mogoče še vam besedo, kako v bistvu se pa vi povezujete z primarom, recimo, ker vem, da zdaj ni govora o horizontalni povezavi, čeprav je tudi ta zanimiva, tudi tukaj bi bilo treba še kaj reči, horizontalno povezovanje na sekundarni ravni, ampak tole zdaj ni tema, tako da bolj ta vertikala, kako gre to? No, jaz kot oftalmolog in glede na to, da smo nekako skupaj ustvarili presejalni program za diabetično retinopatijo in presejalne centre, bom iz tega vidika nekaj povedala. Pravzaprav smo odvisni od napotitev družinskih zdravnikov, referenčnih centrov, kolikor delujejo, in diabetologov. In to je ena taka žgoča tema in te napotitve niso, bi rekla, take, kot bi si želeli. Zakaj je temu tako? Mogoče je to stvar navade, mogoče je tudi stvar pacientov, ki so navajeni, da hodijo k oftalmologov na redne okulistične preglede, in ne posebej na presejalne preglede, kar seveda je tudi možno. Če ima pacient neke kronične očesne bolezni, pravzaprav ni potrebno, da hodi še posebej na presejalni test, vendar, če se gre pa samo za presejanje za diabetično retinopatijo, je pa zares zaželjeno, da pride k nam v center za presejanje diabetične retinopatije, zaradi tega, ker
mu omogočimo neposredno povezavo na zdravljenje, kar je zelo pomembno. Pacient ne dobi izvida potrebna je diagnostika, naročite se na fluorescensko angiografijo čez pol leta ali čez 3 mesece, ampak dobi datum za diagnostiko, dobi datum za zdravljenje, kar se mi zdi, da olajša pacientu pot in je seveda zdravljenje zaradi tega, ker je bistveno prej in ker se pacient ne zgublja, lahko bolj učinkovito in to je namen presejanja, da zajamemo tiste paciente, ki so potrebni zdravljenja. Se pravi, želimo boljše napotovanje strani družinskih zdravnikov, predvsem pa tudi diabetologov, ampak v glavnem jih obravnavate družinski zdravniki. Nekaj smo na tem tudi naredili, mislim, da je izboljšano napotovanje, pa še vedno nedovoljno. Kaj pa ste naredili? Kaj pa smo naredili? Naredili smo strani ministrstva, so bili dopisi ministrice, vaš dopis je bil, ne vem, če je že iz strani koordinacijskega odbora, če je že bil razposlan poziv kolegom, da pošiljajo k nam v referenčne centre. V ljubljanski regiji smo apelirali, smo se pogovarjali z predsednico strokovno direktorico zdravstvenega doma, razdeljevali smo plakate, kartice, poskušali smo tudi do pacientov priti z raznimi informativnimi sporočili preko mogoče tudi NIJZ-ja, kjer je na spletu neka informacija, kako pride do nas in zakaj je presejanje potrebno. V glasilu Sladkorna je tudi en članek zdaj izšel, pravzaprav z vsemi centri navedenimi. Morda še kaj, pa sem pozabila. No, jaz sem to vprašala čisto z namenom, zato ker se pogosto zgodi, da se ustavimo, ko ugotovimo, da je nek problem in rečemo, ja, mi apeliramo na ne vem koga, da naj že vendar razume, ampak tam se to ustavi, to ni zadosti dobro, mi moramo nekaj vedno narediti, in recimo ena še dodatna možnost bi bila, da se pojavite, ne vem, so bili Pfeifferjevi dnevi zdaj ali kaj že bilo, in še tam razložite in tako naprej. Skratka, treba je procesno gledano kar nekaj časa kapljati, da luknjo narediš, in to velja čisto povsod. Zato sem vas prosila, da malo več poveste. Vi kapljate, vi zelo kapljate, ste kapljali na ministrstvo dolg let, dubelj program, zdaj kapljate naprej, to bo sigurno uspešno, ker tle kapljajo, orang. No, ampak zdaj samo kapljanje pa ni zadosti. Včasih pa potrebujemo čist nekaj konkretnega, ki se reče finančni vir. In danes smo slišali, jaz sem zelo pozorno poslušala gospo iz patronaže, ki je rekla, ja, v redu je, vse v redu, ampak zmanjšujejo nam pa obiske. In to pa ni prav. Boris, v smislu integrirane obravnave seveda zavod ima pomembno vlogo, ker vi lahko z finančnimi spodbudami ogromno naredite ali pa ogromno preprečite ali pa veliko zakomplicirate ali pa kaj poenostavite. V tem smislu bi prosila, če majčkeno razložiš, kako to gre, pa mogoče tudi pojasniš, kaj bi bilo zdaj s tem za nares, ko so se dejansko zmanjšali te obiski v patronažu. Ja, kratek odgovor lahko, ampak ob pomoči tistih, ki vsakodnevno se soočate s težavami, zato ker če ni pobude prave, strokovne in seveda tudi argumentacije in dokazov, mi smo rigidna finančna ustanova, mora biti rigidna, mi upravljamo z denarjem davkoplačevalcev, zaupanje pacientom, da bomo težko zbrani denar zelo racionalno porabili. In če te spremembe niso zelo utemeljene, mi oklevamo. Drugič, denar je seveda, mi potrebujemo informacije in dokaze, ko delimo ta denar na način, ki je tudi sodno izvršljiv, kar pomeni, da se ne smemo zaletavati, ampak moramo pilotirati te spremembe. Trenutno smo v procesu spreminjanja obračunskih modelov, tudi z tega vidika, da bi vgradili spodbude za neka želena pa pričakovana ravnanja. To delajo v vseh razvitih državah, polnih ust smo tega, čeprav premiki so pa zelo težki. Če smo čisto odkriti, tle je podobno kot z definicijo integrirane oskrbe. Recimo obstaja metoda P4P,
payment for performance, ker na svetu, bi rekel, obstaja toliko definicij, kot je citiranja te P4P metod. Žal še nobene prav zelo uspešne. Integrirana oskrba tudi po definiciji v nekem smislu pomeni tudi to, kar pogrešamo danes pri zdravstvu. Ne? To je vse to, kar pogrešamo. Ne? To zelo spremljamo, zlasti, ker vemo, da je pač patološka tranzicija, multimorbidna stanja, kronične bolezni, ki pa zahtevajo ne epizodno obravnavo ali pa fragmentirano ali pa nekoordinirano, ampak celovito. In integrirana oskrba ne bi bila, jaz si predstavljam pod njo predvsem 3 formule. Vse smo že danes slišali. Komunikacija, zboljšana komunikacija na horizontalni pa vertikalni ravni. Ampak ne samo komunikacija kar per se, ampak kar konkretno bi mogoče predlagali, da je potrebno poskrbeti za informacije, izmenjavo laboratorijskih izvidov med primarnim, med zdravniki, anamneze, izvide, to, kar recimo mogoče malo slabše poteka zdaj, imamo pa že neka infrastrukturna orodja, kjer bi to lahko počeli. Ti si danes omenila informacijski sistem, ki se gradi, da obstaja skupina Štotlova, ampak obstaja seveda tudi projekt e-zdravje, ki predvsem smisel takih nacionalnih projektov, da se opredelijo standardi, da to počnemo varno in sistematično, da je to obveza vseh, ki sodelujemo pri tej komunikaciji. In tako se moramo tu sistemu teh stvari lotevati, sicer je napredek počasnejši. Druga taka magična beseda je navigacija, ki jo jaz ne bi uporabil, ker ne pristajam na to, da bi mogel pacient imeti nek poseben kompas, da pride do storitve, ampak bolj se mi zdi, da moramo poenostaviti te procese in osredotočiti storitve okoli pacienta, zlasti kroničnih pacientov sladkorno boleznjo, ker rabijo hitre intervencije in seveda tudi celovito oskrbo. Še je bilo govora, ampak se bo še pa vključil. Vsekakor zavarovalnica ima posluh. Smo slišali, kapljati je treba, zdaj bo treba tole se zorganizirati, verjetno Jožica tamle, ki administrira našo skupino za izvajanje nacionalnega programa, dajte Jožica vstati, da vas vidijo ljudje, ona administrira to skupino za izvajanje nacionalnega programa, na njo se obrnete, ko nobenega drugega ne dobite in ona poskrbi, da dobite odgovor na vaše vprašanje, ampak to, kar ste vi sprožila, bo zagotovo potrebno nekje, zdajle ne bo, ampak danes namo rešili. Ampak bomo pa sigurno morali to nasloviti nekje, in skupaj pogledati, ali so razlogi utemeljeni ali niso, pa kako bi to lahko v pozitivo spremljali. Pa vendar, ena stvar, jaz bi vse nekaj bolj konkretnega. A je pravzaprav kakšen konkreten mehanizem za spodbujanje integrirane obravnave, ti si rekel komunikacija, pa ne vem kaj, meni pa velikokrat kolegi zdravniki povejo, da to ni plačan. To ni plačana ta komunikacija, to gre v en pavšal, v tistem pavšalu je pa še ne vem kaj vse drugega. Kako bi mi bolj konkretno plačali ali pa naslovili finančno to, a se bi to dali sploh, a je to možno, a je to smiselno? Ja, vsak premik plačevati seveda ni smiselno, zato bi bili veseli, če bi plačevali rezultate, celovite ali pa izide, se temu reče. Je pa to lažje govoriti, kot pa doseči. Zdaj, pri komunikacijah sem omenil, je potrebno vztrajati na tem, da dobro definiramo procese in potem seveda infrastrukturo in da to postane sestavni del posla našega. In če to v nekem smislu obremenjuje vse, ki so vpleteni, seveda bo treba najti tudi finančna in druga sredstva, tudi kadrovske vire, da bomo to počeli, ampak to moramo početi na način, da je napredek oziroma da so rezultati merljivi. Se pravi, da dobimo za neko investicijo tudi boljši rezultat. No, to se meni zdi zelo pomembno, zato ker velikokrat slabo razumemo, da vpeljati nek kakovosten način dela ni tako enostavno. In na začetku ponavadi nagrajuješ dobro sledenje zastavljenim procesom. To se pravi, sem naredil, nisem naredil, in šele potem lahko v neki prihodnosti dejansko nagrajuješ pa izide.
je bil pacient uspešno obravnavan, imamo manj tega, oziroma več, če je pozitivenega, to je šele nek drugi korak. Ne. Ampak hvala za tole, mislim, da si zelo lepo povedal. Zdaj bi pa jaz seveda še na to opozorila, da integrirana oskrba po vertikali ne pomeni samo znotraj zdravstva, ampak da moramo z eno nogo stopiti tudi ven iz zdravstva in mi zelo veliko v tej državi govorimo o naslavljanju skupin, ki jih je težje dobiti sploh v zdravstvo, se pravimo skupine z večjim tveganjem, rizične, kakor hočete, a ne. V tem projektu, o katerem si ti danes veliko povedal, a ne, je seveda tudi, se bo to tudi naslovilo. Pa vendarle bi te vprašala, kako se iz izkušenj, ki jih že imamo, trenutno iz tistih prvih 3 pilotov v 3 okoljih, kako se vidi to sodelovanje z recimo socialnim varstvom? Kje so tle, a je tle upanje, da bomo lahko dejansko, mogoče tudi s pomočjo patronaže, se organizirali na ta način, da dobimo noter v sistem tudi tiste ljudi, ki pravzaprav se ne pojavijo sami od sebe, ampak jih je treba poiskati? Ja, to je zelo težko vprašanje. Zdaj, projekt Skupaj za zdravje je dal 3 različne izkušnje, 3 okolij. Nisem čisto prepričan, da se jih da generalizirati. Seveda bi kasneje v razpravi lahko vsak tukaj prisotni, glede na to, da so nekateri kolegi danes z nami, mogoče sami kaj več povedali. In problem s projekti je, da se enkrat končajo in potem se velikokrat neke aktivnosti zaključijo. Kar deluje po naših izkušnjah, je mobilizacija skupnosti. Če se skupnost prepozna v problemu, če skupnost prepozna problem in ga prepozna kot skupnega. In če je volja, se ga tudi loti reševati. Se pravi, v pilotnih okoljih projekta Skupaj za zdravje je bil eden od ciljev vzpostavitev lokalnih skupin za krepitev zdravja oziroma skupin, ki povezujejo deležnike, zdravstvo, sociala, občina, nevladne organizacije. Kdo so ti ljudje konkretno v teh lokalnih skupinah? Ja, tukaj smo v centre za krepitev zdravja opolnomočili kot tiste, ki so gonilo tega povezovanja v skupnosti. Se pravi, kolegi v centrih za krepitev zdravja, diplomirane medicinske sestre, predvsem so bile naš, kako bi temu rekel, glavni šampion tega povezovanja. In seveda skupnosti, ki so se odzvale in centri za socialno delo, ki so se odzvali. Če si zelo lepo in zelo veliko povedal. Splošno vprašanje, splošen odgovor. Ja, ampak to vprašanje morda vsem tukaj sedečim ni toliko vida, kako v bistvu naj je to šlo, tam, kjer smo to pilotirali, in kako naj bi se te stvari v prihodnje odvijale. Kdo vse so tisti, ki bodo stvari v bistvu v prihodnosti dejansko izvajala. Nek koncept lahko imaš, ampak potem je treba resnično konkretno to izvajati. Ampak rekel si pa nekaj zelo pomembnega, to me je prav presunalo. Rekel si, mora biti pripravljenost v lokalni skupnosti. Zdaj smo mi prišli že do lokalne skupnosti, od vrha do dola. Mora biti pripravljenost za neko povezovanje, tudi medinstitucionalno, mora biti en uvid v to, da je to res potrebno. Kako pa do te pripravljenosti prideš? Je to tako? Tam je en pameten župan ali pa tam je ena blazno aktivna patronažna sestra, ki ima velik vpliv na župana ali pa jaz ne vem kaj. Mislim, skratka, kako do tega prideš? No, eno orodje je Inštitut za varovanje zdravja razvilo, to so vaši zdravstveni profili, pa bi jaz te prosila, Rade, da še majhen poveš nekaj o teh zdravstvenih profilih. Ker veste kaj, če ti vidiš, da v tvoji lokalni skupnosti nekaj ni tako, kot je v drugih lokalnih skupnostih in da je tam mogoče nek problem, ki ga je treba rešiti, je motivacija za nekaj narediti dosti lažja. Prosim, Rade, kako je s tem? Nacionalni inštitut za javno zdravje ima to prednost, da seveda ima regionalno organiziranost. In kolegi
na naših območnih enotah so v stiku, v rednih stikih z župani in z odgovornimi za zdravje v lokalnih okoljih. Hotel sem se sicer profilom občin izogniti, ampak fino, da si me izvala. Drži, profili občin, poimenovani zdravje v občini, kakorkoli se ta projekt imenuje, smo razvili kot orodje, ki omogoča občinam vpogled v neke ključne kazalce zdravstvenega stanja in pripelje do tega, da župan A pogleda, kaj se pri županu B dogaja. Kaj pa naše izkušnje na terenu kažejo? Da seveda so župani, ki radi asfaltirajo in so župani, ki radi vlagajo v kaj drugega. In to je pač tako. In s tistimi, ki radi asfaltirajo, se seveda gremo pogovarjati na način, da mogoče bi asfaltirali kakšno kolesarsko stezo, mogoče bi pa vseeno še preusmerili v kakšne druge prioritete. To je izziv dela na terenu, ki je povsem nepredvidljivo in ni enoznačnega odgovora, kaj pomaga. Pomaga iskati motivirane posameznike in motivirane deležnike, ki so stvari pripravljeni premakniti. Jaz ne verjamem v celoti v institucionalizacijo vseh problemov, verjamem pa v to, da če povežemo prave ljudi, se en kup problemov lahko reši. Darina, a je to zdaj integrirana obravnava? Darina prihaja iz Slovaške, jaz kar predpostavljam, da vse razume. Darina, how do you see, have you understood a little bit? Yeah, well, more or less, and it sounds very familiar to my ears, so have a very similar situation probably in many countries, including Slovakia. And I have to say, similarly to your country, a lot depends on good relations with the people. Despite you can have the national strategy, even the legislation, once it comes from the uppest level to the end beneficiaries, it's very much diluted and depends really a lot what dedicated people you have in the field, hand in hand what knowledgeable people you have in the field. So again, I come back, you have to invest into local capacities, you have to have clever people associated around the topic. And the good news about it is, despite we are talking about diabetes, that all non-communicable diseases have the same ways how to prevent them, at least. So all this Kolesari and what you mentioned, you know, this healthy environment, making good choice for a healthy lifestyle, this all can be somehow addressed to the Župans and to mayors of the cities in the same way. And maybe, I don't know if I understood well, distinguished colleague, diabetologist, I for sure didn't want to say that there is no role to play for diabetologists at all. It was just the decision must be taken who will be in the center of the whole business, let's put it that way. And it really turns out that the primary care is the best place to do it. What of course means a lot of good knowledge of primary healthcare physicians, getting on board their responsibility. And for example, with retinopathy, if there is a law or a guideline that once a year a patient with diabetes should see an ophthalmologist, we make the primary healthcare physician responsible to make it happen. So it's also for health insurance, unless the primary healthcare physician does not submit the full sheet, like the patient underwent all of this, so the preventive care or whatever follow-up checkup is done, no reimbursement for primary healthcare physician. I mean, these are various scenarios you can put in place to really make everyone know who is responsible for what. The worst thing would be if there would remain gaps, that the patient does not get all care, or on the other side, duplicity, and really burdening the patient with moving several times to see the same place, what is not only costly, but of course is also not comfortable for the patient. So, yeah, I believe in the community-based services. Thank you for this. I think that Dr. Piljetic was not really upset about what you said,
In contrary, I think he expressed all his understanding that primary health care matters. That was my understanding of what he said. But we will apologize you because in 1 year she has learned that much Slovene. I think it's great. Not many people learn a strange language as ours in so short period. But she is from Slovak Republic, so it has an explanation. No, ampak zdaj bi pa mi nadaljevali tam, kjer vsi govorimo, da je pa ključno, da potegnemo v sodelovanje k temu, kaj počnemo, tistega, zaradi katerega to delamo. Ne? In to je šele potem dejansko integriran pristop do problema. Zato bi jaz prosila gospoda Bergoča, ki predstavlja tukaj organizirane bolnike, bom poudarila organizirane bolnike, ker bolniki, seveda smo danes veliko govorili, da morajo biti vključeni v svoje zdravljenje in opolnomočeni in vse to, ne? Ampak ena vloga obstaja tudi za organizirane bolnike. In organizirani bolniki so v Sloveniji naredili velikanske premike. Res so se organizirali, tako kot je treba, nimajo, kot jim so včasih učitelj, piknikov in zabav skupaj, kar je tudi pomembno, če mene vprašate, to je zelo pomemben del življenja, ampak dejansko so en cel projekt zastavili laičnih svetovalcev, ki pridonese k temu. In jaz bi vas vprašala čisto konkretno, po tej vertikali navzdol, laični svetovalci, kako vaše izkušnje iz tega projekta, kako se v bistvu povezujete z ljudmi, ki delajo v zdravstvu, predvsem v osnovni zdravstveni dejavnosti? Kakšne so zdaj te prve izkušnje? Hvala lepa. Najprej bi rad povedal, da se počutim oziroma smatram, da sem že blizu cilju, da bomo polnomočeni bolnik. Toliko sem dal že tega skozi. Diabetik sem od leta 1988. Zadnjih 12 let sem na inzulinu. Moje povprečje HbA1c je med 6 in 7 največ, 7,2 je bil najvišji. Tako da, kar se teh stvari tiče, sem kar zadovoljen. Ustanovitelj sem društva v Ilirski Bistrici, zdaj zadnja 4 leta sem podpredsednik. In ko sem dobil to nalogo in hvala za povabilo vsem in pozdravljam tudi vse, sem študiral kako in kaj. Naj spregovorim o tem medsebojnem povezovanju med družinsko zdravstvom in sekundarnimi specialisti. Iz svoje prakse imam bogate izkušnje, v glavnem dobre in v tem primeru govorim v dobrem primeru. Od leta 1988, ko sem bil operiran na hrbtenici, sem skoraj padel v nezavest in so ugotovili, da sem pred vrati diabetesa. Pred 5 dnevi sem bil pa v Izoli pri okulistu, pa pri aplikaciji, ne vem, strokovnega izraza ne poznam, anti-VGF in tako naprej, makula, to boste vi vedeli. Skratka, dal sem skozi približno 9 večjih operacij na srcu, na ožilju, da ne govorimo ni 4-krat, na debelem črvesu, ileus sem imel, skratka, kar dosti tega, ampak po vsakem posegu sem bil boljši. Iz tega ven pa lahko povem naslednje, bil sem povezava med družinsko zdravnico in, dajmo reči, specialistom, diabetologom v Kopru, kamor hodim, čeprav smo imeli tudi v Bistrici že diabetološko ambulanto, žal že zadnje 2 meseca spet smo brez tega. Torej, zakaj gre? Po vsakem posegu in pregledu sem kopiral izvide, se oglasil pri zdravnici, sva se pogovorila, in obvezno sem vse to kopiral in s sabo vzel, ko sem šel v Koper, mojemu diabetologu, tako da je bil on tudi s tem obveščen. Pri vseh sem naletel na veliko razumevanje, ves ta čas, skoraj ni bilo razgovora, da je trajal manj kot pol ure in sem dobil mnenja in tako dalje in tako dalje. Tako da tle se počutim tudi sam kriv, ker sem na tem ustrajal in sem zadovoljen, da je temu tako ratalo. Nimajo pa vsi diabetiki te možnosti in tudi ne sposobnosti pa znanja, žalostno je to. Dosti računam na referenčne ambulante, imamo 3 pri nas,
ker slišim, saj ta čas, ko smo imeli še zdaj 5 mesecev, 6 mesecev od diabetologa, so bili zelo zadovoljni z referenčno ambulato in z njim. Ampak o tem, če boste mi dali priliko, če bo še čas, bi negativni primer pa povedal z tega področja. V vsakem primeru referenčne ambulante zelo dosti že pomagajo, moji člani v društvu se pomenimo, zelo pohvalno povejo o temu. Mogoče mimogrede samo, ker je tudi eno od vprašanja, kaj pa sorodniki in njihova vloga pri tem zdravljenju in sodelovanju. Mislim, da je to zelo pomembno. Pri nas v Ilirski Bistrici smo od vsega začetka, že od leta 1994, ko smo ustanovili društvo, celo predlagali, da bi vsak diabetik, bolnik, pripeljal v društvo tudi svojega partnerja ali zakonca. In to uspevamo. In tudi pri laičnem delu zdaj je to še kako dobro, ker posebno za moške starejše velja, da jih žena lahko kar fajn vodi in doma jim pomaga pri spominjanju na tablete, na zdravljenje in tako dalje in tako dalje. No, mislim, da je to bistvo, kar sem vam hotel povedati in da ste dojeli, na kakšen način sem jaz zelo zadovoljen, da je tako bilo z mano in moram reči, da se tudi zdravstveno zelo lepo počutim in z velikim veseljem grem tako v Koper kot družinski zdravnici, da se to pogovorimo. Hvala. Če pa je kakšno vprašanje, pa kasneje. Hvala za tole. Jaz sem predvsem slišala, da lahko en bolnik integrira naše, zaenkrat morda še malo dezintegrirano zdravstvo. Seveda je pa bilo tudi pomembno sporočilo, da tega seveda ne smemo, res ne smemo pričakovati od vsakega bolnika in da je treba v sistemu poskrbeti, da ne bo tako, da mora bolnik integrirati vse nas, da bomo okrog njega pravilno nastopali v pravem času, ampak da je to treba s sistemom zagotoviti. Smo prej govorili o skupinah ljudi, ki pa morda ali zaradi izobrazbe ali zaradi bolezni, nimajo, starost prinese vse sorte bolezni, smo slišali, človek ima lahko več kot samo sladkorno bolezen, in je treba to tudi nasloviti. Ja, tale krog sem jaz zdajle nekako izčrpala, saj bi bilo prav, da poveste svojo slabo izkušnjo. Bom rekla, zdajle ne vem, kako smo s časom, ker jaz... Še 15 minut. Prav, potem bi pa jaz tako naredila. Najprej bi dala zdajle priložnost vam, da vprašate, kogar pa želite, o tem, kar mogoče še ni bilo povedanega. Tudi vam, ki ste prej hotela še nekaj povedati, tudi tamle zadaj vidim ljudi, ki niso, vi tamle recimo, ki se ukvarjate z telesno aktivnostjo, tamle sedi eden, pa še koga vidim, ki se ne ukvarja zgolj z problemom sladkorne bolezni, ampak še s čim drugim. Vas vabim, da postavite vprašanja in da se še pogovorimo, imamo še 15 minut na razpolago. Prosim. Jaz imam eno vprašanje za gospoda Krambergerja. A se lahko vsi predstavite? Marija Mica Kotnik, samostojna novinarka. Prej ste govorili o 3 formulah, ki bi bile potrebne, da se izpolnijo, da bomo imeli, ne vem, uspešno integrirano oskrbo. Rekel ste komunikacija, navigacija, ki jo ne marate. Kaj pa 3? Hvala. Namesto navigacije sem rekel enostavni poenostavitev določenih procesov, pač enostavnejši postopki. 3. je pa racionalizacija in tle mislim tako na klinične zadeve kot seveda tudi na finančne. Namreč racionalizacija je rezultat integracije. Namreč če mi določene procese in postopke integriramo, se manjša možnost nepotrebnih preiskav ali pa in s tem seveda nepotrebnih stroškov, pa seveda tudi prevelikih preiskav ali pa prevelikih, ker tudi s tem se srečujemo, namreč nekatere preiskave se po nepotrebnem ponavljajo. Mislite, preveč specialističnih preiskav, ki niso potrebne? Ja, vsakovrstnih, ne. To, se pravi, te 3 formule. Hvala lepa. Prostite, ker sem zastal pri drugi. To je vedno nevaren, če rečeš, povedal bom 4 stvari in potem se zaplete. Kje je še? Ja, okej.
Prosim lepo, ja. Če smem še samo dodatek k mojemu prispevku, malo boste mi mogli oprostiti moje neizkušenosti v komunikaciji in druženju na tako eminentnih srečanjih. Mogoče sem premalo izpostavila tisti zelo pomemben vidik patronažne obravnave, namreč, da vstopamo v družino in neposredno vidimo, neposredno poznamo socialno stanje, življenjske pogoje, možno podporo svojcev, predvsem pa pacientov življenjski slog in značajske posebnosti, kar je pri vodenju bolnika s sladkorno boleznijo najpomembnejše. Mi ne vidimo tisto, kar on nam pove, ne? Mi vidimo dejansko stanje, kaj je na štedilniku, kaj je v omari, kakšna je klima v družini in iz tega potem res ciljano lahko vodimo to zdravstveno vzgojo oziroma našo udejstvovanje. To bi še pomenilo, da smo dostikrat pri starejših bolnikih, ki ne morejo v ambulanto, edina vez med bolnikom in zdravnikom. Tudi dosti je takih, ki nimajo svojcev, ne, ali pa so oddaljeni ali pa nekako ne skrbijo za svoje starše. Edina vez smo tudi oziroma koordiniramo zdravstveno-socialno obravnavo, tako da vključujemo različne vrste pomoči na domu, tako iz vrst socialnega varstva in zdravstvenega varstva. Toliko bi jaz k mojemu prispevku dodala in res je ta naš prispevek preventivi izredno velik, ampak zelo neviden. Zato v družini smo dejansko v vseh življenjskih obdobjih in jo spremljamo v tistih njihovih najbolj skritih kotičkih. Hvala lepa. No, to se meni zdi sicer zelo pomembno, nič kar obdržite tisla mikrofon, ker mi zdaj govorimo o integraciji obravnave. Vi ste povedala, kaj vi tam delate, ampak da bi pa mi tole lahko naslovili z vidika integracije, vas bom pa jaz vprašala, kako pa pol to vse, kar vi veste, ok, to služi temu, da vi bolje potem naslovite bolnika tam, kjer živi, a ne? Ampak vendarle o tem bi mogel veliko slišati tudi zdravnik, njegov izbrani zdravnik najprej, a ne, in v tem bi mogli včasih je tudi tako, da se je treba povezati z socialnim skrbstvom. Ravno to. To, če še mogoče mečkan dopolnite, kako pa to poteka, recimo tole zdravnikom, izbranim zdravnikom, pa potem socialnim skrbstvom, kako vi to v svojem delu upletete, kako to naredite? Zdravstveni in socialni problemi se neprestano prepletajo, ne? In ko mi ta problem ugotovimo, se povežemo ali bolniku povemo, kako se lahko sam, če ne zmore, sami pristopimo k temu in se povežemo ali naprimer s centrom za pomoč na domu ali s centrom za socialno delo ali z drugimi nevladnimi organizacijami, Rdeči križ, Karitas, seveda na področju zdravstvenega varstva pa najbolj z osebnim zdravnikom, ki ga obveščamo o dejanskem stanju v družini. Pa sem še eno majčkano vprašanje. Jaz živim recimo v Kamniku, delam pa v Ljubljani in zato, ker je bolj praktično, sem si izbrala zdravnika v Ljubljani. Ampak, ko pa imam jaz en problem resen, pa mene obišče patronažna sestra iz Kamnika. Ja, s tem zdravnikom verjetno ne bom mogla osebno svetovati, bom pa našla mogoče telefonsko pot, predvsem pa pišemo dopise. Mi zdravnike pismeno obveščamo o tisti težji problematiki. No, ampak to se dogaja, ne? To je dobro slišati, da nek način pa vseeno obstaja. Tamle sem videla, ja, prosim, lepo. Najprej na desni, pa na levi. Bravo, jaz sem na levi. Mogoče en komentar. Bilo je vprašanje laični svetovalci. Sem čakal, da bo moj prijatelj Bergoč to odgovoril, ampak mislim, da to se premalo pozna. Mi smo v lanskem letu 27 ljudem dali certifikata, ki so dali vse izobraževanje skozi, to so bolniki z diabetesom in so danes laični svetovalci. Ti laični svetovalci je spet en del povezave, ki jo lahko delijo med bolnikom, splošnim zdravnikom, družinskim zdravnikom, diabetologom pa medicinskimi sestrami. Seveda nam zadeva še ni zlaufala, ampak tle nam morate vi pomagati. Mi smo izdali brošuro, mi smo vse te zadeve naredili. Me zanima, gospod Piletič, kako vi ocenjujete to, ker ste diabetolog. Verjamem, ker ste že prej načeli to vprašanje. Drugo še nekaj. Dajali smo si z gospo iz Slovaške, se vidimo na Dia Euro drugo leto na Slovaškem. Vi greste vseh županem. Jaz sem bil 8 let podžupan. Vsi greste k županem
In župan itak ne ve, ve o pločniku, ve o kanalizaciji, ve o vsem drugem, ampak o družbenih dejavnostih, jaz sem pokrival družbene dejavnosti, župan ne ve. Najte druge ljudi, ki vam to lahko pomagajo. Mene so potem se navadili, pokrival sem tudi zdravstvo, pa so mrskaj za bolnišnico naredili, pa mrskašno opremo kupili, niso šli k županu, ker župan je videl samo pločnik. Tako da ene zadeve jih morate tle malo drugače vzeti, ne samo prvemu človeku. Hvala lepa. To se mi zdi sjajno, zato ker jaz tudi vedno govorim nevladnim organizacijam, pa vi lahko prijete do ministra in imate tam tudi pol ure, ampak to gre tle not pa tle ven. Drugi ljudje na ministrstvu so za vas pomembni, če hočete, da bo tisto potem dejansko neke sadove rodilo. To je zelo res, treba je nasloviti pravega človeka, ampak dam tebi, Milivoj, besedo. No, mogoče najprej komentar na to, greš tam, kjer gori ogenj. Če sveča gori, greš tja, ne pa k ugasnenem kresu. Tako da se strinjam s tem, ja. Kar se tiče laičnih svetovalcev, hvala lepa. Ja, jaz poznam ta projekt, mislim, da je čudovito zastavljen, zaradi tega sem prej tudi omenil, da ga je treba tudi popularizirati po vseh nivojih zdravstvenega sistema in zato sem omenil, da mogoče medtem, ko ste potoval po tem sistemu, ko ste obiskal 4 glavne akterje na primaru, da so bili mogoče 4 zamujene prilike, da se ljudi ozavesti tudi o tem, da obstaja organizacija bolnikov, da organiziran bolnik je močnejši bolnik, je bolj opolnomočen bolnik in da seveda v tej stiski, ki je, v to breme, ki ga ima, mu ga lahko ta organizacija ga lahko razbremeni ali pa mu vsaj to breme pomaga nositi. In seveda organizirana pomoč, pri tem je pa ta inštitut laičnih svetovalcev, tako kot pravi gospod, je še ni zalaufala, je pa seveda vsi nastavki so pa tukaj. Zdajle ustanovna konferenca oziroma ustanovni sestanek smo imeli in imamo plan za naprej, da bo seveda se na tem delali. Zdaj plan in denar, torej bo. To se pravi, denar je pa tudi, to si pa že ti prej povedala, od kje je prišel in koliko je in kam gre. Prosim. Vojko Strojne z Fakultete za šport, jaz predavam predmete vadba za analizijo kronične bolezni in poškodbe gibal. Zdaj, glede na to, da je gibanje v vseh teh dokumentih zelo poudarjeno in dejansko je pomembno povezano z diabetesom kot preventivo in potem tudi v kasnejšem življenju z diabetesom. Recimo, zdaj govorimo o integriranju skrbi, recimo, tako kot je bilo prerečeno, tam prazen stol za dietologa, se mi zdi, da bi bil tudi morda smislen tudi en stol za kineziologa, ki bi bil kot sestavni del tega tima. Namreč gre za to, da je eno sodelovanje na konceptualnem nivoju, se pravi, ker namreč v praksi je treba delati konkretne stvari in če imaš dobro teoretično izhodišče, potem tudi prakso veliko lažje upravljati. Po drugi strani je pa veliko infrastrukture z področja športa, ki bi se jo dali zelo učinkovito izkoristiti. Mislim, zdaj ne mislim samo od klubov, društev, športov, ampak tudi javnih vadbenih površin. Recimo pa je nekdo rekel, pač dajmo asfaltirati kolesarske steze. Ampak recimo jaz vidim za svojih izkušenj, da se v resnici precej veliko dela na tem področju. Ampak recimo, ko naredimo analizo recimo teh športnih otokov, tukaj v Ljubljani, pa tudi drugod po Sloveniji, vidimo, da so tiste fitness naprave v resnici zelo nekoristne. In je veliko energije, veliko sredstev vloženih, rezultata pa ne more biti, ker enostavno so neustrezne in ne omogočajo kvalitetne oziroma učinkovite vadbe. Se pravi, tako da tudi z tega vidika, jaz mislim, je pametno, če bi uspeli tudi na nek način to stroko integrirati v obravnavo kronične bolezni.
O tem je veliko govora in jaz mislim, da je tukaj odgovor tiči v motiviranosti lokalnih skupnosti, zelo velika, ne? Zato ker se veliko razpravlja, kako bi najboljše vključili tudi druge profile in to, kar ste povedali, je dejansko res, ne? Lokalna skupnost investira v neke prostore v mestu, kjer bi eventualno se lahko dogajala telesna aktivnost, bolj organizirano, tako da bi ljudje z manj strahu pristopili do teh naprav, recimo, ne? Zato bi bilo potrebno investirati v kakšnega človeka, ki bi tam bil in bi ljudem pomagal uporabljati ali pa saj svetoval okrog tega. Na nek način se bo treba tega lotiti in to je zelo pomemben element zanesljivo, ne? Sigurno v prihodnosti bomo o tem še veliko razpravljali, ne samo povem, da na Švedskem že imajo primer dobre prakse, ko celo zdravnik napoti pacienta, dobiš napotnico za neko fizično aktivnost, ampak to ni kar tako, ker vsak pride zdravniku pa zdaj dobi za fitness napotnico, da ne bi slučajno kdo tako mislil, ni na ta način, gre za čisto izbrane paciente in za en poseben način. Ampak tlele sem videla, Rade bi želel še nekaj dodati. Kam so pa zginali vsi tisti mikrofoni? Ja, tam so, no, sej tlele še eden, sej je. Hvala, zelo na kratko. Kot vam je mogoče znano, je razvoj centrov za krepitev zdravja in sploh spodbujanje skupnostnega pristopa v lokalnih okoljih namenjen tudi temu, da v obravnavi pacientov v centrih za krepitev zdravja v to obravnavo vključimo tudi kineziologa. To je projekt, ki je v fazi razpisa v 25 izbranih okoljih, ki še niso znana. Se bo točno to zgodilo. Želimo preveriti, kako kineziologa vključiti v tim, ki obravnava osebe, ki vstopajo v programe za krepitev zdravja. In tukaj je, jaz bi rekel, prošnja ali pa spodbuda vaši stroki, med drugim je potreben tudi dogovor z Ministrstvom za zdravje, da bo kineziolog prepoznan kot zdravstveni sodelavec, kar v tem trenutku ni. In to je tudi nekaj, kar v tem trenutku poteka, ne vem, a povsem v skladu z željami stroke, ampak tukaj imate seveda vso našo spodbudo, da se ta proces spelje do konca. To je to, kar bi jaz glede kineziologov. Vsekakor mi na Nacionalnem inštitutu prepoznamo to poklicno skupino kot tisto, ki prispeva točno to, kar ste vi omenili. Lahko. No, vidva se bosta potem po tem še bolj podrobno pogovarjala, ne? Imam namreč eno vprašanje. Karmen, tvojo roko sem videla, prosim lepo. Karmen Janša, prihajam z Gorenjske regije. Bolj kot vprašanje, pa morda tudi vprašanje bi rada pravzaprav morda povedala nek primer dobre prakse, kateri bil svet na Gorenjskem, kateri je bil delan v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, z Rado, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravstvo. In sicer v okviru skrajševanja čakalnih dob smo na Gorenjskem uvedli elektronsko konzultacijo med zdravnikom primarnega zdravstva in pa zdravnikom specialistom iz bolnišnice na Jesenicah. Tako je bil dogovor. In mislim, da je bil projekt zelo uspešen oziroma ta e-konzultacija še poteka, vendar pa kot je že kolega z primarnega nivoja slišal, kad sem videla, je morda res ta komunikacija preko elektronske napotnice nekoliko težka. Problem je pripeti izvide osebnemu zdravniku, problem je, ker mora sam pravzaprav tudi drugi korak, ne samo opredeliti svoje klinično vprašanje, dati podatke, sicer na papirju elektronske napotnice, ki pa je označena kot e-konzultacija. In potem mora še sam narediti napotitev in verjamem, da to osebnega zdravnika zelo obremenjuje, zato se še vedno nažalost raje poslužuje morda telefona. Vendar pa ne poudarim to, telefonski pogovor med obema zdravnikoma ni zapisan, ni ovrednoten. Dočim, ko je elektronska komunikacija sicer v sistemu e-zdravja, če tako rečem, zapisana, tako strani osebnega zdravnika, kot odgovor strani zdravnika specialista in je tudi v pilotu ovrednotena strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tako da sem vesela, da smo pravzaprav z te strani na Gorenjskem tudi dosegli pravzaprav to možnost, tako da pravzaprav sta in osebni zdravnik in zdravnik specialist enako vrednotena v tej komunikaciji.
Na Gorenjskem je bilo narejeno kar precejšno število komunikacij v tem letu, čeprav smo imeli izrazite in zelo pogoste tehnične težave in mislim, da bi bilo komunikacij še precej več zapisanih. Bilo jih je pa seveda še več po telefonu, ker smo uspeli vzpostaviti pravzaprav to sodelovanje. Kot jaz vem, je ideja, da bi ta komunikacija, elektronska komunikacija se razširila tudi na celo Slovenijo, vendar pa sigurno je na NIJZ-ju ali pa morda na kateri drugi inštituciji, da nekako najde novo pot, to se pravi bolj enostavno, kjer bo to možno. Omenjena je bila tirologija in pravzaprav je bil to tudi nek zgled oziroma neka ideja, da smo se tega poslužili. Jaz po neki analizi podatkov je bilo največ komunikacije prav na področju interne medicine in tudi veliko na področju diabetesa. Predvsem zdaj skušamo vzpostaviti med enim domom starejšim občanom in pa našo diabetološko ambulanto, da bi te njihove paciente z določeno opredelitvijo podatkov, tudi če so na inzulinu in tako naprej, pravzaprav vodili preko te elektronske komunikacije in ne bi bilo treba reševalnih prevozov, ko pripeljejo bolnika. Itak anamneza pri njih običajno ni možna, tako da se ravno tako morda naslanjamo zgolj na podatke, katere s tem pacientom pridejo. Druga stvar, ki bi jo pa še rada omenila, je pa ta, da pravzaprav smo v letošnjem letu na Gorenjskem prvič naredili prvo srečanje na področju diabetesa, ki smo bili 3 organizatorji. To se pravi, kjer imamo na Gorenjskem eno osnovno zdravstvo Gorenjske, se pravi osnovno zdravstvo Gorenjske in pa 2 sekundarna nivoja, se pravi Klinika Golnik in pa Splošna bolnišnica Jesenice. Skupno srečanje pač skupaj s ciljem obvladovanja sladkorne bolezni bo nekako naslov. Zraven smo povabili tudi druge deležnike, to se pravi tudi celotno primarno zdravstvo z referenčnimi sestrami, sekundarno se pravi diabetolog in pa edukacijska sestra, zraven smo povabili tudi farmacevte in pa seveda tudi društvo diabetikov. Se pravi, vsa društva diabetikov na Gorenjskem so bila seveda določeno število predstavnikov je bilo k tem vabljeno. In priznam, da je bilo, ko bi rekla, namen je bil sodelovanje in mislim, da je bil zelo velik za interes in tudi upam, da rabimo še nekatere določene poti za sodelovanje, predvsem na področju, zdravniki zdaj imamo elektronsko komunikacijo, nimajo pa še medicinske sestre. Še vedno nimamo, recimo diabetologi, ne dobivamo podatkov iz referenčnih ambulant, ne dobivamo njihovega laboratorija, zelo širok nabor, morda celo širši, kot ga včasih delamo v samih diabetoloških ambulantah, nimamo recimo podatkov pregleda noge, recimo, in s tem vidimo, da se določene stvari podvajajo, kar ni prav. In zdaj iščemo oziroma naslednji pogovori bodo pravzaprav o tem, kako pravzaprav tudi ta dva nivoja povezati, morda z 2 namenom, s prenosom podatkov, ker naše podatke dobijo v interoperabilni hrbtenici ali v pismenem izvidu, tudi v obratni smeri in seveda, da bi preko neke varne komunikacije sodelovali med sabo tudi medicinske sestre oziroma diplomirane medicinske sestre pa koordinatorce. Samo toliko. No, vidite, na Gorenjskem greste naprej z integracijo s pomočjo tudi komunikacije elektronske, s tem boste kaj racionalizirali, ampak to ni tista značilna gorenjska šparovnost, ampak je zaradi pacienta in bolj integrirane obravnave. To je treba razumeti kot tako. Ni dobre obravnave. A bi kdo na to hotel kaj pripomniti, pa gre zelo na kratko? Ne, je povedala vse, ne? Tamle je še ena dvignjena roka, koliko se je zdajle vsu plaz, zdaj ste se pa sprostili. Gremo kar po vrst. Gospod Tamlek ima že mikrofon v roki. Mirko Topolovec, predsednik društva diabetikov iz Maribora. Torej, čisto na kratko bom povedal. Jaz mislim, da v tej integraciji v raznih oblikah, o katerih smo danes veliko slišali, nisem slišal v društvu niti ene besede. Mislim, da mi sodimo tudi v to integracijo. Namreč zakaj? Vesel sem, da je danes prišlo seveda do napredka tega, da so referenčnih ambulant več, da imamo tale projekt laičnih svetovalcev in tako naprej. Vendar veste, tisti, ki ste delovali kdaj v društvih, morate vedeti, da smo pa društva bili včasih odvisni sami od sebe. Oziroma, mi v Mariboru, moram povedati, nam je pomagal klinični center diabetologi, danes pa zelo dobro sodelujemo z zdravstvenim domom Maribor,
Torej z tem centrom za krepitev zdravja. In z centrom za krepitev zdravja mi peljemo že 6. delavnico po projektu, ki smo ga v začetku leta nastavili. Žal smo se, oziroma ne žal, torej projekta laičnega svetovanja smo se lotili malo drugače, ker smo videli tu določene ovire in pri društvu, ki ima 1100 in več članov, je nemogoče spostaviti tako mrežo, da bomo hodili po domovih in tako naprej. Mi smo dali možnost preko oblike, da pokličejo, če želijo interni razgovor, torej individualni razgovor, da po takrat pa pridemo. Drugače pa laično svetujemo na raznih oblikah, torej delavnice, peljemo šolo zdravega življenja, kjer bomo pripravili skozi neki program, ki bo v glavnem govoril o gibanju, o prehrani in o teh stvarih, ki smo jih danes slišali, da ne bom dolgovezal. Peljemo torej in vabimo diabetike, člane in nečlane in svojce in zainteresirane javnost, da pridajo in prisluhnejo, kako zdravo živeti. Torej, to je to. Ne pozabiti na društva. Društva so pomembna. Veste kako, zdaj mi je kar malo težko, ne? Nismo pozabili na društva. Jaz imam tle 2 diabetologa, pa 3 predstavnike društv, ki ste nastopali. Vi ste zdaj nastopil, zati en nastopil, tle en nastopa. Tako da društva smo zelo resno vzeli. Mislim, da vsi, ne? Tako da tukaj ni skrbi, da bi pozabili na društva. Ampak pomembno tudi, da smo slišali, kako je na vzhodni, ne samo na Gorenjskem, ampak tudi na Štajerskem. Prosim, lepo naprej, tamle. Ja, kjerakoli, Senje. Ja, jaz sem Ajda Urbas, diabetologinja v bolnišnici Topolšica. Meni se zdi fenomenalno, koliko pravzaprav tam sedi ljudi, koliko ljudi je potrebnih za oskrbo enega bolnika z diabetesom. Jaz bi dodala mogoče še psihološko oskrbo, ker se mi zdi tudi en tak pomemben vidik, pa vem, da bo pač dostopen tudi v teh centrih za krepitev zdravja. Me pa skrbi, recimo, pacienti, ki hodijo k nam, dobijo ogromno enih informacij, ki tukaj le delujejo povezano, realnosti pa niso. In potem pridejo k meni zmedeni, jaz pa tudi nimam to komunikacije, recimo z vsemi temi dejavniki, pač s temi deležniki v zdravstvu, oziroma te, ki dajo informacije, da bi vedela, kaj točno bolnik dobi. In se mi zdi, da pri vsej tej, mislim, da je super, da to govorimo, da govorimo o tej integraciji, ampak pri vsej tem moramo pač paziti, da dajemo enake informacije, da res skupaj nastopamo in da pač to vse omejimo na neko, bom rekla, kvalitetno informacijo, ki jo bolnik kasneje dobi. Hvala, jaz mislim sicer, da k temu težimo in da tukaj bosta ključni edukatorka v centru za krepitev zdravja, pa referenčna sestra, ki bo individualno naslovila posameznega pacienta. Prosim, še kje je še bilo? Tukaj še, ja? Pozdravljeni, jaz sem Jerneja Filipič iz Centra za krepitev zdravja. Smo bili eden izmed 3 pilotnih okoljih in jaz sem postavim, ker smo se danes pogovarjali o laičnih svetovalcih in res nisem jih izpostavila, vendar v našem Centru za krepitev zdravja se vključuje ena oseba na svetovanje, ko potrebuje, to je prva pacientka, ki je šla skozi začetek pilota, ki smo ga ledino orali, in ta oseba še danes hodi na delavnice in spodbuja te bolnike, novo odkrite sladkorne bolnike, tako da to je v praksi, obstaja. Res, da ta gospa nima certifikata, da je laični svetovalec, vendar mesečno prihaja še vedno k meni in mi podaja informacije, kako se želi vključiti in kako ve, kako je bilo to težko, ko se ona seznanja s tem. Samo to bi še povedala, da jaz sem se, ko smo začeli s tem, povezala z Društvom diabetikom Ljubljana, ko želijo ponudila sodelovanje, vendar iz njihove strani tega ni bilo. Tako da na Vrhniki, kjer gravitiramo, nimamo Društva diabetikov in smo nekako brez društva, vendar se povezujemo s vsemi društvi, ki so, tako društvo Caritasom in tukaj je predvsem, kako je gospod Rado povedal, Center za krepitev zdravja, in mi vem, da smo v našem lokalnem ključni za povezovanje v lokalnem okolju in se povezujemo tako z vladnimi in z nevladnimi organizacijami in mi smo prvo pristopili do nevladnih organizacij, šele na to, ko so nevladne organizacije ugotovile, kaj mi delamo za krepitev zdravja za populacije v naši občini, se je tudi župan na nas obrnil.
Ja, ampak veste, ko se začne nekaj dogajati, a ne, počasi se stvari potem sklenejo v nekaj bolj kompleksnega. Na začetku seveda je pa vedno nekaj časa poteče, preden vsi se vključijo tako, kot je treba. Še tamle čisto zadej, ja, prosim. Ja, Miro Čokolič, diabetolog iz Maribora. Slišali smo zadovoljnega pacienta, ne, mogoče ste prezrli, da je dobil vedno pol ure. Mi delamo na 10 minut, ljudi mečemo ven, toliko, da nimamo šahovske ure. To se vrednoti za zahteven pacient, dober pacient rabi čas, ki vam ga ne date. Zdaj ste nam še obesili e-zdravje, vsaka napotnica, vsak recept vzame do svoje časa. DMS dela vedno manj, mi pa vedno več. V celem svetu je zdravnik pa je drag za administratorja. To ste pa nam nakopali. To malo razmislite. Torej, vzamem na znanje ministrstvo, krivo, s pepelom posipano, dalman, ampak jaz mislim, da tako enostavno ni, veste. Teh 10 minut bo treba si izboriti, tako kot smo si izborili vse tele dodatne profile, ki delajo na tem področju, bo treba tudi enkrat ugrizniti v to kislo jabolko in ko bomo malo natančno vedeli, kdo ima kakšno vlogo in kaj ta vloga točno pomeni, tudi majčkeno na novo ovrednotiti to, kar vi govorite. In to de facto je nekaj, kar bo treba sigurno, zelo bo povedal lahko tudi Boris kaj več, s tem se bomo morali spopasti, ampak tukaj ni enega krivca. To je pač sistem, je treba kar naprej regulirati, spreminjati in vsi, ki v njem delamo, tudi ministrstvo seveda, pa ne ta zadnji, moramo pri tem participirati. Ampak jaz mislim, da se v to smer bodo stvari začele tudi odvijati. A je še mogoče kakšno vprašanje? Še vi, ne? Ne, nič več. Ilka je rekla konc. Hvala publiki. Vi pa tle ostanite zdaj, ker je bilo tako zaprošeno. Ja, lepo prosim. Seveda lahko zaploskate vsem vprašanjem, vsem nastopajočim.